Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach. Prisrčen pozdrav iz Celja, stadiona z Dežele. Pred nami sta še dve tekmi v tretjem krogu slovenskega državnega prvenstva. Lahko morda celo rečemo v tem zadnjem terminu dva derbija. Celjani gostijo Muro. Opozori nase potem, ko je okrepil črno-bele. Zdaj je poskus strela daleč, ampak tole je bilo slabo. Je pa zdaj znova poskusil Šroler. Delo za Kuzmiča. In Kouter je to znal izkoristiti 1-1, je bil z mladim nogometašem. Kouter, ostra žoga, Božič iz ozadja. Božič do strela in tam pred golovo črto Moris. Predvsem pa zagotovo čustveno izpraznjeni nekateri posamezniki. Klepač ima ogromno prostora, tole je zdaj odlična podaja za Klepača. Klepač, gol! Krasen protinapad črno-belih. Klepač pa je mirno zaključil in tu je veselje navijačev Mure. 35. minuta, prvič, ko celjska obramba ni bila tako čvrsta, kot si želi Roman Pilipčuk, so črno-beli to kaznovali. Nemočen je bil Matjaž Rozman, asistenco bo upisal Nikola Petkovič. Videli bomo, kako je opazil Klepača. Šroler odločil se za strel in na pravem mestu Matjaž Rozman. Pa Šroler še enkrat do žoge, Šroler na Maruška. Maruško ima priložnost, Maruško! 45. minuta in kapitulirala je še enkrat obramba Celja. Maruško, ki je odigral odlične priprave, pa je prišel do gola. 2-0 pa vodstvo za črno-bele. Tam odlična poteza, povsem levo. Videli bomo tisto borbeno potezo z drsečim štartom, ko je Šroler naredil vse, da se akcija nadaljuje, potem pa še žoga pred vrata in Maruško je dosegel gol v prejšnji sezoni brez zadetka. Beganovič pod pritiskom, našel je Maruška, tam mu je vrnil žogo, krasna akcija na sredini. Beganovič za Šrolerja, Šroler proti Dakuju, tole je priložnost in gol! Kako so se črno-beli poigrali s celjsko obrambo, ki je tu izpadla zelo naivno. 55. minuta, Mura vodi s 3-0. Daku pa strelec zadetka. Njegov tretji gol je to v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Za Celje pa nazadnje igral v sezoni 14-15. Zdaj priložnost za Celjane in vrača se celjska ekipa. 59. minuta, podaja iz kota in visok skok ter zadetek. Tu je Vukliševič, ki je izredno neugoden. Prvi zadetek zanj v tej sezoni. V prejšnji je bil član tako Domžal kot tudi Celja. Kouter s podajo nazaj, pa Majevski v napadu za Celjane, desno se ponuja Božič, krasna žoga zanj, Božič do strela. So tudi nekoliko nemirni, mislim, da v prepovedanem položaju, Tijo Cipot ne, zato gre on na žogo in jo tudi dobiva. Cipot že v kazenskem prostoru, tole je nevarno, Cipot do strela. Celo zaključna žoga zdaj za tole tekmo zagotovo, ampak Rozman se je izkazal z obrambo do odbite žoge Pucko. Bliža se 90. minuta, domači zdaj nujno potrebujejo zadetek. Majevski, gol! V izteku 89. minute se Celjani vračajo. Kakšna zaušnica zdaj Muri, tam priložnost za 4-1, pa Daku ni uspel podati proti Cipotu. Majevski pa s sjajnim zaključkom za drugi gol Celja. Nekako se mi zdi, da še nismo videli vsega. Ali je tu šlo za igro z roko, Celjani takoj ob Vinčiča. Poglejmo, kaj se je tu zgodilo. 11-metrovka. Kaj bo storil tokrat? Obradovič v napačno smer, gol za 3-3.
kakšna tekma, 93. minuta in odleglo je zdaj Celjanom. Zadev je Ivan Božič, ki je bil natančen, na kolenih pa je zdaj Mura. Veselje ob robu igrišča pri gostiteljih, tekme pa še ni konec. Čestitke za povratek. Kaj je šlo narobe v prvem polčasu, da so nogometaši Mure povedli z 2:0? Što bilo ne tako v prvem tajmu, što Mura 2:0 вела. Ну, видно было, что игроки немного волновались. Все-таки первая домашняя игра. Vidno je bilo, da je igralce malo skrbeli, da so imeli mogoče malo treme, ker je bila prva domača tekma. Но при этом мы имели два момента при счете 0:0, один из которых, наверное, нужно было забивать. Imeli smo dve lepe priložnosti pri rezultatu 0:0, iz katere bi skoraj da mogli zadeti. Затем пропустили необязательных 3 мяча, я считаю, за счет ошибок в обороне. Мы проанализируем и посмотрим, что произошло. In pol smo neke 3 nepotrebne gole dobili iz naših nekih napak, katere bomo pogledali in preanalizirali. Ste verjeli vse do konca, da se lahko Celjani vrnejo vsaj po točko? Verjeli do konca, što mi možemo zabrati točko doma. Ну, мы имели очень много моментов. Я думаю, чтобы если бы мы все реализовали, мы даже о ничьей сейчас и не говорили. Но, конечно, верим в своих игроков, верим, что они делают, и они показали сегодня, что они могут это делать. Seveda, imeli smo zelo veliko šans in če bi vse izkoristili, bi verjetno bi se zdaj ne pogovarjalo o neodločenem rezultatu. Imamo pa dobre igralce, ki so sposobni to narediti in so to tudi naredili. Hvala in srečno. Hvala, čau. Damir Čontala, kaj lahko trener reče, ko ima ekipa 2 napada za 4. gol, pa takšna lahko miselnost pri zaključkih, potem pa prejme zadetek in izgubi zmago in pride do remija? Teško je karkoli zdaj povedati, takoj po tekmi. Glave so vroče. Morali bi zabiti 4. Dvakrat smo imeli možnost pri 3:1, smo šli sami proti golu. Pri 3:2 smo mi šli sami proti golu z več igralci, ampak enostavno smo vzeli situacije. Po drugi strani pa zopet smo prejeli 3 zadetke. Zopet smo prejeli prvega s prekinitve, ko v bistvu Celje do tega nisi ustvarilo toliko priložnosti, da bi lahko sploh res ne ogrozili naša vrata in takoj po zadetku 3:0 smo jim dali neko upanje s 3:1. Potem pa je tudi bilo vidno, da smo v zadnji pol ure padli precej tekaško, verjetno tudi posledica četrtkove tekme, oziroma 120 minut, praktično vse menjave smo tudi bili prisiljeni narediti zaradi preutrujenosti in na koncu se je šlo, kako se je šlo. Ste pa nekako vseeno opravljali menjave, ne, da bi ekipa bila bolj mirna, zdelo se je tudi s prihodom Pucka. Kaj še lahko trener naredi, da ne bo teh padcev zbranosti, ki jih ima Mura preveč? Pa ne bi rekel, da je zdaj bilo toliko padcev zbranosti, mogoče v zaključku sigurno, v zaključku napadov, ki bi morali enostavno rešiti, tako smo reševali pri 0:0 oziroma 1:0, ker smo hitro takoj zaključevali akcije. V fazi branjenja ne bi rekel toliko, predvsem se je poznala ta utrujenost in reakcije so bile počasnejše, težko smo nasprotnika dohajali po igrišču, tudi nekaj odličnih obramb Matka pri 3:1. Treba se spočiti najprej, to je prvo, pa potem zbistriti misli. Hvala in srečno. Epska vrnitev za vas zagotovo, predvsem dobra novica ta, da ste dosegli zadetek za 3:3. Veliko ste se trudili, tudi 2 asistenci, če se prav spomnim. Pa kaj pomeni za ekipo, ko se vrne po zaostanku s 3:0? Pa iskreno, prije svega bi čestitao momcima, stvarno. Ovo drugo poluvreme što smo pokazali, ovo je bilo pravo Celje. Prvo poluvreme smo baš loše igrali, nismo bili mi, imali smo golove iz naših gluposti, iz naših grešaka. Ali opet treba se vratiti s 3:0 na 3:3, to možemo samo mi kad smo zajedno. Tako da još jednom bi čestitao dečkima i drago mi da sam ja zabio, ali eto, šteta što nismo ostavili bodove u Celju i to nam je najbitnije. Kaj pa je trener dejal med odmorom, ko ste zaostajali z 2:0, tudi nekaj menjav, kaj je dejal za drugi polčas? Pa iskreno,
Motivirao nas je samo, jer nema šta izgubiti 3-0 je, ti ne možeš past u glavi i još gore igrati. Moraš se dići, moraš dati sve od sebe jer ti si profesionalac, tako da mi smo kvalitetna ekipa i mislim da to nije bilo naše pravo lice, tako da izašli smo drugo polovrijeme, napravio trener par zamjena. Mislim, niko nije katastrofalno loše igrao, ali nekad moraš promijeniti nešto, tako da eto, novi igrači koji su ušli donijeli su neke svježine i eto, na kraju izborili smo dobar rezultat. Hvala in srečno. Matic Maruško, zdi se, da so tekme Mure nekako vožnja z vlakcem smrti v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Vodili ste s 3-0. Kaj je potem šlo narobe, kaj se je zgodilo, da tudi niste zabili tistega 4. gola? Pa imeli smo vodstvo 3-0, tekmo bi mogli pripeljati bolj mirno do konca, kot smo jo. Ne bi se smeli privoščiti takšnih napak oziroma toliko prostora za kontra nasprotnika, ki so jih izkoristili. Kljub temu smo imeli še dovolj zrelih priložnosti, da bi lahko rezultat celo povišali in pripeljali zmago v Mursko, ampak žal je nogomet nepredvidljiv in na koncu delitev točk. Ste pa zagotovo zadovoljni s tem, da ste sami dosegli zadetek, potrdili odlično formo s priprav, pa potrdili tudi, da vam še kako ugaja, da ste zdaj dokončno nazaj v zvezni vrsti. Pa res je, vesel sem zadetka, vendar še bolj bi bil vesel zmage, garamo, trudimo se, vendar pravim, nekoliko prepoceni dobivamo zadetke in verjamem, da bomo to že v naslednji tekmi popravili. Hvala in srečno.